Pozdravljeni, z mano je Matevž Oven Brecelj, režiser in scenarist filma V odmevu nekega stranišča. Matevž, lepo pozdravljen, čestitke za film še enkrat. Živo, hvala, čestitke za festival. Hvala. Bi mogoče lahko povedal, kaj je bilo tisto, kar te je pritegnilo k temu, da bi posnel film, da si posnel film o filmu Odpotovanja Tomaža Pengova? O plošči. Zdaj, plošča mi je seveda všeč, ne? To že nekako v osnovi. Poznam jo, to glasbo s plošče celo življenje. Po drugi strani sem pa poznal tudi Tomaža Pengova, precej dober, tako da sem imel pogled nekako, ali pa mi je povedal zgodbo o tem, kako se je ta plošča delala, ker mi je bilo pa zelo intrigantno, zaradi tega, ker je nekako ta plošča tako pop-ikonična. Ampak hkrati pa malo skrivnostna, noben zdaj točno ne ve, že glasba je taka, zvok je tak in tako. Ampak tudi te zgodbe, urbane legende krožijo o tej plošči, verjetno že 50 let. In meni se je zdelo pa super, da imam direkten pogled v to, kaj se je res dogajalo, kako so to snemali. Sem prišel na idejo, da bi to svoje vedenje probal preliti v film, poiskati ljudi, ki so sodelovali zraven, poiskati predmete, inštrumente, poiskati videoposnetke, poiskati fotografije in ostale dokumente in to se skupaj združiti v 50 koherentnih minut. In to je zdaj tukaj pred nami, vse na enem mestu, se mi zdi, da je kar težek del je bil to. Kot večkrat slišimo v filmu, ima ta plošča res kulten status. Bi lahko mogoče primerjal, kaj je pomenila takrat v Bizidu, kaj pomeni zdaj? V Bizidu seveda takrat je to nagovorilo predvsem zelo mlado publiko. V Bizidu je takoj postala nekak underground hit. In tako je še danes, s tem, da je danes gre tudi za imeti to ploščo, je že prestiž, kot se pač zgodi z vsako underground zadevo slej kot prej. Je prestiž, bi pa rekel, da se jo drži enak šmek, kot se je držal ob njenem izidu. Se pravi, še vedno deluje, še vedno je opravila svojo funkcijo, kako bi rekel, tako kot je na začetku. Se pravi, nekako gre za širt lep zvok, širt zahtevnejša besedila, sicer perfektna besedila, cepljena z lepim glasom, z odmevom, ki je prišel od stranišča, kjer so snemali, kjer je Tomaž to snemal. In skratka, to gre za lep izdelek, brezčasen izdelek, ki pa tudi seveda nagovarja neko širšo družbeno situacijo, se pravi proti potrošništvu, pa proti nasilju, nasilnemu zvoku, nasilni besedi, tudi nasilni komunikaciji med nami, če hočeš. Mislim, da je ta plošča veliko pripomogla v zadnjih 50 letih, da se ljudje vsaj mičken lepše pogovarjamo, vsaj tisti, ki so poslušali. No, meni je bilo zanimivo tudi, kako v bistvu problematična, kako težka je bila obnova te plošče. Mogoče si težko predstavljamo tisti, ki ne vemo kaj dosti o tej plati glasbe. A je bilo mogoče tudi za tebe med snemanjem tega filma si izvedel kaj novega? Kaj te je mogoče presenetilo? Zagotovo sem izvedel nekaj novih stvari, jasno, se pravi vsak udeleženec, vsi so še med nami, seveda razen Tomaž in Matjaž Vipotnik, oblikovalec, nista več, tako da so vsak, torej in fotograf Janez Brecelj in Bogdana Herman, ki je pela in Milan Dekleva, ki je nekak idejni oče vsega skupaj, Aca Razbornika sem še ujel. Vsak je povedal seveda en kup enih malenkosti, ki so seveda blazno zanimive, če te zanima nastanek nekega urbanega kulta, kot ta plošča je. Tako da ja, seveda veliko drobnih stvari, ampak v glavnem me pa ni nič tako zelo presenetilo, da bi rekel, tega pa res nisem vedel, obrnili je potek zgodbe ali pa ne vem karkoli. Ja. Kakšno vprašanje, kakšen komentar? Verjetno si za arhivske posnetke zakopal kar v RTV arhive, ali ne? Tudi. Seveda, zdaj, arhivski posnetki temeljijo predvsem na posnetkih iz leta 74 in 75, to je iz RTV arhiva. Potem so tukaj posnetki Šoder teatra, ki jih je posnel, torej intervjuja, ki ga je Šoder teater posnel s Pengovom leta 2009. Kjer je tudi povedal nekaj stvari o tem, kako se je plošča delala.
To sem zelo vesel, da sem lahko noter umestil v film. Seveda so pa tukaj pol, se pravi, fotografije, ki so jih dali zasebniki in inštitucije. Tega sem res veliko pregledal. No. Predvsem sem zelo vesel, da sem dobil fotografije Janeza Brecla, ki je bil zelo v osebnem odnosu. Ne. On je tudi avtor naslovne fotografije na albumu, pa fotografije Kostje Gatnika jih je dala Kamila Volčanšek, ne, mi na voljo, zastonj, kar ni pravilo pri takih stvarih. Tako da na vseh možnih mestih sem iskal arhivski material. Pa je bilo veliko tega, si mogel narediti res selekcijo ali nekako ni v izobilju tega materiala? Ne, tega ni v izobilju. Mislim, nekako tako kot Tomažu Pengovu, njegovi glasbi in plošči Odpotovanja pritiče, tega materiala ni veliko. To je nekako, vse so to neke, tako bi rekel, raritetne stvari, ne. Tako da jaz sem pa res šel v arhiv in pregledal kar nekaj ur tega materiala, recimo čist kot primer imamo ogromno posnetkov študentske zasedbe Filozofske fakultete 71. leta in tam je ogromno množice snemano. In jaz sem vse pregledal, da bi najdel, kje je noter Pengova, ker vem, da je tam bil. In sem tudi ga najdel, ne, v nekih trenutkih. Se pravi, ožel sem do zadnje kapljice, se mi zdi, kar je bilo na razpolago. Kako si pa izbiral sogovornike v filmu? Res imaš en tak zanimiv preplet ljudi, ki so ustvarjali skupaj s Pengovom, pa potem mladih ljudi, ki ga niso nikoli srečali, potem tudi glasbenikov, kot smo včeraj slišali, ki ga niso nujno prej zelo neko globino poznali. Dobro, se pravi, dve vrste nekak ljudi, ne, sem intervjuval, torej ljudje, ki so sodelovali pri plošči in ljudje, ki imajo kaj zapovedati o glasbi, o umetnosti nasploh. In niso Pengova nujno poznali. Seveda, recimo, so tudi glasbeniki, ki sem jih prosil, da poslušaj to ploščo, ne poznaš je, poslušaj to ploščo, pa mi boš pa neko refleksijo povedal na filmu. Ne. To je tako. Ampak jaz nisem šel, da bi iskal zvezdnike, čeprav je tukaj Kreslin, recimo, pa tako, ne, ampak sem predvsem iskal ljudi, se pravim, ki znajo slišati muziko, ki se razumejo na muziko, pa na lepo, pa in na tehnike, čist tehničen vidik glasbe in čist na duhovni vidik glasbe. No. In to se mi zdi, sem dobil. Se pravi, ne glede na to, so to neke velike zvezde naše muzike ali pa pač mogoče smo neki ustvarjalci, ki se šele prebijajo na sceno. No, obiskali ste pa tudi lokacije, kjer se je vse to dogajalo. Nekdanji Šumi je bil omenjen, pa potem seveda Radio Študent, študentsko naselje, Škuc je tudi omenjen v filmu. Pa seveda stanovanje, v katerem je Tomaž Pengov posnel ta album, oziroma tudi kopalnica, v kateri je posnel ta album. Kako je bilo to? Večinoma so verjetno ti prostori zdaj čisto drugačni. Kopalnica s straniščem, ja. Ti prostori, mislim, predvsem ne bi niti rekel, da smo toliko notranjih prostorov, razen tega stanovanja na Prešernovi 1, ki že davno ni več bil v lasti, niti Tomaža Pengova, ne, zdaj so to drugi lastniki, ki to stanovanje oddajajo. Zelo fina je zgodba, kako sem prišel, ko sem prosil 5 ljudi, da če lahko pridem posneti to stranišče, no, ampak hočem reči, da smo bolj nekako, predvsem te eksterier prostore, ne, smo obiskali, ki se mi zdijo zanimivi. Recimo z Janezom Breclom, fotografom, smo bili na barju, kjer je na mestu, kjer je fotografiral sliko za naslovnico. Ne. To se mi je zdel tak lep prostor. Ne. Recimo, seveda, Aco Razbornik stoji pred hišo na Prešernovi 1, kamor je vsak dan nosil mikrofon gor v drugi štuk, ne, do WC, da sta potem to snemala. Pa tako, ja, seveda, probaš iskati neke prostore, ki imajo veze z ploščo in smo našli, mislim, večino. Kakšno vprašanje, kakšen komentar? Sem bil. Dela? Ja, dela. Nisem bil od začetka notri, tako da nisem slišal od začetka bajnega pogovora. Me pa zanima, kako si se lotil dela, glede na to, da je pač en podoben film o Tomažu nastal že pred par leti, če se ne motim, ne? Ne, živo. Tisti je film o Tomažu Pengovu, ki ima sicer veliko odpotovanj noter, ampak kljub vsemu
sem sodil, da je še veliko stvari, ki se jih da povedati o tej plošči, ki so lahko zanimive in da ostaja še vedno veliko arhivskega materiala, a ne, in posnetkov in fotografij, ki tam seveda niso bile predstavljene. Ne. Tako da mislim, da se ta dva filma sploh ne jesta en drugega, ampak mislim, da se zelo lepo dopolnjujeta. No. Tako da jaz sem ful vesel, da je tisti film nastal. Pa tudi, da je naš. No. Ja, čas nas priganja, tako da bom kar zaključila. Najlepša hvala za pogovor, Matevž Oven Brecelj, film V odmevu nekega stranišča. Hvala tudi vam za pozornost. Hvala.